Poglej me v obraz, Reva. Kaj boš storil, če se ti nekdo postavi po robu? Kaj? Odigraj z menoj eno igrico. Spoznal boš, kaj te čaka. A si znorel? To igro boš še ti lahko razumel. Vsak povleče eno karto in šibkejša karta izgubi. Če zmagaš, si svoboden, a če izgubiš, bom jaz odločal o tebi. Ha, res si nor. No, te je mar strah? Strah? Te karte ne boš premagal, preveč točk ima. Povlekel sem temačnega čarodeja. Zmagal sem. Dovolj tvoje nore igre. Zdaj ti bom pokazal norček. Ne bi rekel. Zlom misli! Teja, a si dobro? On te ne bo več nadlegoval. Teja, vprašal sem te, če se spomniš. Jugi, spomnim se, ampak kaj si pravzaprav storil tistemu tipu? Ne vem. Ko sem se zavedel, je bil tisti lopov že na tleh. Nič drugega se ne spomnim. Res si skrivnosten, Jugi. Se ti kdaj zdi vse to malce nenavadno? Včasih se res vedeš kot popolnoma druga oseba. Se ti sanja, kaj bi ti rada povedala? Vem, kaj misliš. Včasih imam občutek, kot da je v meni nekdo drug. Upam, da se mi ne meša. No, karkoli se že dogaja, sta oba res dobra fanta. Zaupaj mi. Hvala, Teja. Hej, vaju moramo nesti gor. Ja, v čem je problem? Dajte, no. Pridi, greva. Ja. Bi si mislil, da bo tak bogataš kot Pegasus postavil dvigalo? Hej, poglejte, ne boste verjeli, kdo nam zapira pot v grad. To je Kajba. Kaj za vraga on počne tu? Ne morem te spustiti, Jugi. Imam 10 žetonov, zato se umakni. Res si osvojil dovolj žetonov, da se udeležiš finalnega turnirja, Jugi. A ne morem te pustiti do Pegasusa. On je moj. Ti in jaz bova zdaj odigrala finalni dvoboj. Ti boš zgubil in jaz zmagal. Zapihal je veter spremembe, Jugi Moto. Kako domišljav je tam gor. Pegasus me sili, da izzovem Jugija, a to povratno igro sem ves čas želel. Umakni se, Kajba. Ne, dokler ne sprejmeš dvoboja. Ne bom igral s tabo, se mi ni treba. Torej, ne verjameš več, da ti bo srce kart prineslo zmago? Ali te je strah, da ne moreš zmagati brez Exodije? To je to, kaj ne, Jugi? Strah te je, da me ne moreš še enkrat premagati. Strahopetec. Pusti ga, ni se mu treba dokazovati. Hočeš dvoboj, brihneš? Bom jaz igral, dvobojujva se. Ne smej se. Joey, Ne pozabi, da ko sta se borila, te je poteptal. Bi ti lahko bolje opravil? Ne morem verjeti, da ima ta cviliča čivava že kar 10 žetonov. Si jih dobil sam ali ti je Jugi vrgal kako kost? Ne kliči me, čivava! Ne pustite ga z verige. Ponižati te ponovno ni noben izziv, Joey. Le en igralec me je premagal v dvoboju pošasti in to je Jugi. Toda kako je to storil, je skrivnost, ki me še zdaj razžira. Zmagoval sem na en boj. Moj modroki zmaj je pustošil njegove sile. Njegove pošasti so bile popolnoma nemočne. Potem sem povlekel še drugega zmaja. Bil sem nepremagljiv. Jugi je mislil, da me lahko njegov temačni čarodej ustavi? A ni predvidel, da bom dobil še tretjega zmaja, ki je odpihnil čarodeja in opustošil njegove točke. A potem... Sedaj bom igral nepremagljivega Exodijo. Ko je bil na robu poraza, je Jugi nekako dosegel nedosegljivo. Zbral je vseh 5 delov Exodije. Exodija! To ni mogoče! Nihče ga še ni uspel priklicati, a on ga nekako je.
Yugi, rekel si, da si zmagal s pomočjo srca kart. Dolgo časa nisem vedel, kaj to pomeni. A zdaj mislim, da vem. In to mi je pokazal šele Pegasus. Dal mi je razlog, da dam v karte svoje srce. Pomagaj mi, Seto! Pomagal ti bom, Okuba. Na svetu ni sile, ki bi me ustavila. Ne Pegasus, ne Yugi. Tokrat prvič, Yugi, se lahko borim z ognjem in strastjo v srcu. To se čuti. Kaj pa se je spremenil? Čutim to. Tokrat se bori za več od samega sebe. Sedaj verjame v srce kart. Yugi, ne sprejmi tega dvoboja. Zbral si dovolj žetonov, da lahko prideš v grad. Nisem več isti, zaslužim si ta dvoboj. Daj mi možnost, da igram s tabo, Yugi. Naj igram s tabo iz pravih razlogov. Pa vsem, kar me je dedek naučil, kako naj zavrnem srce kart. Spet se je zgodilo. Yugi je nenadoma spet drugačen. Kaj ba, sprejmem dvoboj. Pokaži, kaj si se naučil. Kar izberi kraj. Najino polje je že pripravljeno, kar za mano. Prav, Kajba, čas je za dvoboj. Tukaj sem za finalni del. Potrebnih je 10 žetonov, ne? No, imam jih. Sprejet si, a prava zabava se dogaja na strehi. Moraš si jo ogledati. Dogajanje na strehi, a? Hvala, stari, morda pa res. Le kaj se dogaja? Yugi, takole bo. Vsak bo stavil 5 žetonov na ta dvoboj in zmagovalec bo edini, ki bo imel pravico iti v glavni grad. Prav, naj bo 5. Borila se bova z mojimi diski. Vstavi premešan kupček v pogon za branje kart. Življenjske točke so nastavljene na 2000. Daj ga! Enkrat si ga že, Yugi, zato vemo, da ga lahko spet. Ja, Tako je. Ostalih finalistov, ki igrajo pošteno, še nekaj časa ne bo, zato si lahko vzamem nekaj časa za tale dvoboj. Ha? To so tisti, ki sem jih zaprl v votlino. Kako so prišli ven? Mislil sem, da bodo za večno ostali tam notri. Kdo je to? Je to Seto Kaiba? Kaiba se dvobojuje z Yugijem, to moram videti. Za dvoboj stoletja hočem biti v prvi vrsti. Dobro. Si pripravljen, Kajba? To je to, Yugi. Kdor zmaga, bo izzval Pegasusa in kdor izgubi, no, končal bo strd na tleh. To bomo pa še videli, Kajba. Premagal te bom enkrat za vselej. Dvoboj! Pripravi se na boj, Yugi. Igram Ryu Kishina v napadu. Glejte, karte! To so hologrami, tako kot pošasti. Pripravi se. Igram prekletstvo zmaja v napadu. Zelo dobro. Mogočna karta, Yugi. To bi tudi pričakoval od igralca tvojega kalibra. Ne bodi pokroviteljski. Yugi, od najne igre dalje vem, da si talentiran igralec, a žal nisi tako dober kot jaz. Poslušaj, samo eden bo lahko izzval Pegasusa in to bom jaz. Ne. Napadi in boš videl, kaj je narobe, Yugi. Ne zaupaš v svojo pošast? Videl boš, močnejša je od tvoje. Pojdi, prekletstvo zmaja, napadi Ryu Kishina. Zmajev ogenj! Tako, Ryu Kishin je premagan. Dober si, a tako zelo predvidljiv. Misliš, da me je tvoj napad presenetil? Ponovno si odigral naravnost v mojo roko, Yugi. Haha, blefira! Že takoj si ga spravil na kolena. Tako se dela, bravo, Yugi! To ni blef.
In kmalu boste to vsi videli. To je zlobni sabljač. Zlobni sabljač zbira življenjsko moč padlih zaveznikov ter dvigne svojo za 20%. Glej. Zato je Kajba dovolil, da je bil njegov Ryukishin tako zlahka premagan, da bi z njegovo energijo lahko ustvaril še močnejšo pošast. In zdaj, ko je to storil, ima njegov sabljač višjo napadno moč od mojega prekletstva zmaja. Napadi zdaj, zlobni sabljač! Ostro maščevanje! Kaj? Prekletstvo zmaja je izginilo? Na polje sem postavil čarobno karto Zamenjaj pošast. Ta karta zamenja pošast na polju s pošastjo v moji roki z največjo napadno močjo. In veš, kaj to pomeni? Pošast z največjo napadno močjo v moji roki je temačni čarodej, črna čarovnija! Temačni čarodej je porazil zlobnega sabljača. Haha, bravo! Hej, Kajba, Yugi te ponovno nadigrava. Pojma nima, če bi ti naivneži vedeli, kaj pripravljam. Zdaj lahko spet igram. Prekletstvo zmaja v napadu! Tvoj krog, Kajba. Proti tvoji čarovniji bom igral lastnega čarodeja. Prikličem Lajina, mističnega duha. Moja želja je njegov ukaz. Daj, čarodej, napadi Lajina, črna čarovnija! Tvoj napad aktivira mojo past, starodavno svetilko. Najprej zaščiti duha, tako da ga potegne v svetilko. Kaj? Nato svetilka odbije tvoj napad in ga obrne na tvojo pošast. Sedaj imava isto število točk. Razmisli o neverjetni obrambni moči moje starodavne svetilke. Moj odbit napad je uničil prekletstvo zmaja, a še vedno imam temačnega čarodeja. Kajba, kljub tvojemu hvalisanju me ne vodiš, izenačena sva. Yugi ne sumi, da so moji zdajšnji manevri, kljub prebrisanosti, le način, da ga odvrnem od svojega pravega načrta. Da zberem vse 3 modroke zmaje svojega kupčka in sestavim najmočnejšo pošast, kar jih je kdaj videl. Kaj ti skupaj ustvarijo dokončno bitje uničenja. Modrookega ultimativnega zmaja.